Skozi zgodovino je na tisoče nerešenih umorov. Mnogi bodo ostali nerešeni, saj bodo storilci svoje skrivnosti odnesli v grob. Na srečo, nekateri ljudje na koncu svojega življenja priznajo svoja kazniva dejanja. Čeprav je pogosto prepozno za pregon, lahko priznanje družini žrtev prinese določeno zadoščenje in dokaže, da so bili drugi osumljenci nedolžni. Številka 20. 11. januarja 1867 je brat Kristine Cat našel njeno truplo v družinskem domu v Daytonu. 18-letnica je bila pretepena po glavi in mrtva položena pri vratih kleti. Sum je sprva padel na njenega brata, saj so poleg Kristine našli njegovo pištolo, vendar je imel trden alibi za to, kje je bil v času umora. Drug moški, ki je bil v kraju znan kot Kristinin izbranec, je bil prav tako obtožen. Kristinina mati, Kristina Cat, starejša, je očitno verjela, da je on odgovoren za smrt njene hčere in je skušala prepričati sosede, da je on kriv. Na srečo je imel tudi on alibi. Kristinin umor je ostal nerešen 17 let, dokler njena mati ni na smrtni postelji podala šokantnega priznanja. Kristina starejša je svojemu najmlajšemu sinu povedala, da je ubila njihovo hčer. Ko se je Kristina po več urah vrnila domov, čeprav je rekla, da bo prej, je njena mati izgubila živce in jo udarila s sekiro. Kristina starejša je prosila svojega sina, naj skrivnost obdrži zase, dokler tudi sam ne bo na smrtni postelji, nato pa je nekaj ur kasneje umrla. Sin ni držal obljube in je kmalu povedal novinarju, s čimer je razkril skrivnost smrti svoje sestre. Številka 19. Umor režiserja nemih filmov Williama Desmonda Taylorja je bil več kot 70 let ena največjih skrivnosti v Hollywoodu. Taylorja je v zgodnjih jutranjih urah 2. februarja 1922 našel mrtev njegov hišni pomočnik. Režiser je bil ustreljen v hrbet, dva njegova soseda pa sta prejšnjo noč videla postavo, ki je zapuščala Taylorjevo hišo, potem ko jo je prebudil zvok podoben poku iz avtomobilskega izpuha. Vendar nobeden od njiju policiji ni mogel dati dobrega opisa. Delo policije je otežila Taylorjeva delodajalka, filmski studio Paramount. Predstavniki podjetja so prispeli, še preden je bila poklicana policija, in so takoj začeli čistiti prizorišče zločina. Vzeli so lestve in nezakonito pijačo, ter na koncu naročili hišniku naj počisti kri. Filmska industrija je trpela zaradi številnih škandalov, Taylorjev umor pa je bil še en, ki si ga Paramount ni mogel privoščiti. Več ljudi, s katerimi je Taylor sodeloval, je bilo osumljenih zločina, vendar ni bilo dovolj dokazov za obsodbo kogarkoli in primer je ostal nerešen. Tako je bilo vse do leta 1996, ko je avtorja knjige o Taylorju kontaktiral nekdanji sosed starejše gospe po imenu Pat Lewis. Lewisova je umrla leta 1964 po srčnem napadu. V svojih zadnjih trenutkih je sosedu priznala, da je njeno pravo ime Margaret Gibson, igralka nemih filmov, in da je leta 1922 ustrelila ter ubila Taylorja. Taylor in Gibsonova sta pred Prvo svetovno vojno že sodelovala in kasneje delala v istem studiu. Gibsonova je umrla, preden bi lahko razkrila svoje motive, vendar se domneva, da bi bil umor lahko povezan z izsiljevanjem ali drogami. Številka 18. Roy Heath je trpel za neozdravljivim rakom in imel le še 2 tedna življenja, ko je priznal umor Mohameda Takija pred 12 leti. Policiji je razkril, da je zadavil poslovneža po burnem prepiru, nato pa njegove posmrtne ostanke zakopal pod teraso svojega stanovanja v Fulhamu. Heath je bil policiji že znan, saj je že odslužil kazen v zaporu, kjer se je spoprijateljil z londonskima gangsterjema dvojčkoma Cray. Obtožen je bil tudi umora drugega poslovnega tekmeca, čeprav je bil ta primer kasneje opuščen. Heath je umrl manj kot 2 tedna po svojem priznanju, še preden so lahko sploh identificirali ostanke Takija. Številka 17. Eden od razlogov, zakaj ljudje čakajo do konca življenja, da bi priznali, je ta, da se izognejo posledicam, kot so zapor ali v nekaterih primerih celo smrtna kazen. Ko nekdo doživi izkušnjo bližine smrti, a preživi, lahko vsako priznanje vodi do nepričakovanih posledic. To se je zgodilo Jamesu Brewerju, ki je leta 2009 doživel možgansko kap. Brewer je leta 1977 smrtno ustrelil svojega soseda Jimmyja Carrolla, ker je verjel, da tovarniški delavec skuša zapeljati njegovo ženo. Bil je aretiran, vendar so ga izpustili proti varščini, nato pa je z ženo pobegnil v Oklahomo. Živela sta pod lažnimi imeni vse do leta 2009, ko je Brewer doživel možgansko kap.
Ker je verjel, da bo umrl, je Brewer vse priznal, vendar si je opomogel in bil aretiran zaradi zločina. Številka 16. Leta 1999 je policija v stavbi, ki so jo pripravljali za prenovo, odkrila skeletne ostanke majhne deklice. Na koncu so jo identificirali kot Holly Blake, 7-letno deklico, ki je izginila pred več kot 30 leti. Holly so identificirali šele, ko je nekdanja soseda policiji povedala o nenehnem joku, ki je prihajal iz stanovanja in je nenadoma prenehal ravno v času, ko naj bi Holly umrla. Soseda, ki je bila ob smrti Holly še otrok, je policiji uspela povedati imeni staršev, Joanne in Tom Blake. Policija je izsledila Joanne Blake in mlajšega brata Holly, Scotta. Sprva je Joanne zanikala, da bi sploh imela hčerko, a je že teden dni kasneje v bolnišnici, kjer je trpela zaradi srčnega popuščanja, priznala resnico. Holly je več let trpela zlorabe, vključno z udarcem v glavo približno mesec dni pred smrtjo, ki ji je zlomil čeljust. Njena mati jo je na koncu ubila in zakopala ob strani hiše. Kar naredi ta primer še posebej žalosten, je dejstvo, da je bilo zelo malo ali sploh ni bilo nobenih zapisov o obstoju Holly. Njeni bratje niso vedeli, da imajo sestro, dokler njihova mati ni priznala resnice šele nekaj dni pred svojo smrtjo. Poleg tega je malo verjetno, da bi Joanne kdaj priznala resnico, če Hollynega telesa ne bi našli in bi spomin na Holly odnesla seboj v grob. Številka 15. Ko so odkrili njeno identiteto, je lokalni časopis Los Angeles Examiner stopil v stik z Elizabethino materjo Phoebe in ji povedal, da je Elizabeth zmagala na lepotnem tekmovanju. Šele potem, ko so Phoebe pripravili do tega, da jim je povedala osebne podatke o žrtvi, so razkrili, da je bila Elizabeth v resnici umorjena. To je bil le eden od načinov, kako je časopis Examiner šel zelo daleč, da bi dobil ekskluzivne informacije o zgodbi. Poročanje časopisa Examiner je pritegnilo pozornost javnosti, pa tudi Elizabethinega morilca. Moški, ki je trdil, da je morilec, je poklical v pisarno novinarja, mu čestital za poročanje in mu povedal, naj po pošti pričakuje nekaj spominkov. Kmalu zatem je časopis Examiner prejel ovojnico, ki je vsebovala več Elizabethinih osebnih predmetov, vključno z njenim rojstnim listom, pa tudi adresar in seznam imen. V začetni preiskavi so identificirali 22 osumljencev. Med njimi je bil tudi lastnik adresarja Mark Hansen, pri katerem je Elizabeth prej prebivala, ter zdravniki, saj je način, kako je bilo telo razrezano, nakazoval, da je bil za umorom nekdo z medicinskim znanjem. FBI je preveril osumljence in opravil več razgovorov. Veliko prvotnih osumljencev je bilo izključenih, medtem ko so se drugi pojavili v naslednjih desetletjih, vendar bo resnica o umoru verjetno ostala neznana. Številka 14. Leta 1985, na vrhuncu hladne vojne, je KGB razkril več kot ducat ameriških in britanskih kontraobveščevalnih agentov, ki so delovali v Sovjetski zvezi, ter jih usmrtil ali zaprl. Do danes CIA ni uspela ustrezno pojasniti, kdo je bil Kurt, ki je razkril podrobnosti o vsaj 2 žrtvah. Po tako hudih izgubah je CIA ustanovila majhno enoto, da bi našla vir uhajanja informacij. Sprva so sumili, da KGB prestreza komunikacijo CIA ali je prisluškoval agenciji, vendar je bilo do leta 1990 jasno, da imajo Kurta. Vendar pa so šele 3 leta kasneje uspeli najti Kurta, oziroma, kot se je izkazalo, enega izmed njih. Aldrich Ames je živel izjemno razkošno življenje, ki ga njegova plača pri CIA ni mogla upravičiti. Njegovi sodelavci so na to opozorili svoje nadrejene že leta 1989, vendar so bile skrbi zavrnjene, dokler dokazi niso postali preveč očitni, da bi jih lahko ignorirali. Novembra 1993 je bil postavljen pod 24-urni nadzor, v začetku leta 1994 pa so ga aretirali. Ames je podal podrobno priznanje svojega vohunjenja proti ZDA, vključno s časovnico dogodkov. Navedel je točen datum, ko je izročil identitete tistih, ki jih je opisal kot praktično vse sovjetske agente, CIA in drugih ameriških ter tujih služb, ki so mi bili znani. Vendar pa je bilo s njegovim priznanjem nekaj narobe. 3 agenti, ki naj bi jih Ames izdal junija 1985, so bili pod sumom KGB že od maja. Lahko bi preprosto rekli, da je Ames zamešal datume, vendar glede na količino podrobnosti, ki jih je navedel o tistem dnevu, se to zdi malo verjetno. Za razkritje 3 agentov je bil odgovoren še en Kurt. Na srečo sta 2 uspelo pobegniti, vendar je bil eden aretiran in obsojen na smrt.
Leta 2001 se je zdelo, da so našli svojega človeka. Robert Hansen je 2 desetletji vohunil za Moskvo in je bil odgovoren za razkritje prisluškovalnega predora, ki ga je FBI izkopal pod sovjetskim veleposlaništvom v Washingtonu. Vendar Hansen ni imel dostopa do identitet 3 vohunov, ki so bili izdani leta 1985. Tudi edini drugi večji Kurd, ki ga je identificirala ameriška obveščevalna služba, Edward Lee Howard, ki je septembra 1985 pobegnil v Rusijo, ni imel dostopa do teh identitet. Identiteta 4. Kurda, če ta sploh obstaja, ostaja neznana. Številka 13. Leta 1982 je v Chicagu zaradi zastrupitve s cianidom umrlo 7 ljudi, kar je povzročilo spremembe v načinu pakiranja zdravil po vsej državi. Oseba, odgovorna za zastrupitev, še ni bila najdena. Umori, ki so se zgodili septembra in oktobra tistega leta, so se sprva zdeli naključni. Edina povezava med vsemi žrtvami je bila, da so na dan, ko so zboleli, vzeli tablete Tylenola z močnejšim učinkom, protibolečinska zdravila. Takoj, ko so odkrili povezavo, je policija hitro testirala tablete in ugotovila, da so bile kapsule prepojene s kalijevim cianidom v tako strupeni koncentraciji, da bi ena kapsula lahko povzročila na tisoče smrtnih odmerkov. Johnson & Johnson, proizvajalec zdravil, je hitro ukrepal in ustavil proizvodnjo ter oglaševanje Tylenola, poleg tega pa so odpoklicali že distribuirane izdelke. Policija je izdala opozorila prek medijev in na terenu, hodili so po ulicah Chicaga z zvočniki, da bi zagotovili, da so vsi seznanjeni z nevarnostmi, ki jih predstavlja Tylenol. Smrti so sprožile tisto, kar je FBI označil za največjo preiskavo poseganja v izdelke v zgodovini, v katero so bili vključeni agenti FBI in 120 preiskovalcev iz lokalnih policijskih agencij. Med preiskavo so ugotovili, da so vse stekleničke, v katere je bilo poseženo, prišle iz različnih farmacevtskih podjetij. Smrti so se zgodile le na območju Chicaga. To je nakazovalo, da zdravila niso bila sabotirana med proizvodnjo in verjetno je storilec posegel v stekleničke, ko so bile že na policah lekarn. Kljub veliki angažiranosti ljudi pri preiskavi, je bilo identificiranih le nekaj osumljencev, vendar nobenega niso mogli povezati z umori. Moški po imenu James William Lewis je postal glavni osumljenec, potem ko je poslal izsiljevalsko pismo podjetju Johnson & Johnson. Zahteval je $1 milijon, da bi ustavil umore, vendar ga je policija hitro identificirala po prstnih odtisih, ki jih je pustil na ovojnici. Vendar sta bila Lewis in njegova žena v času posega v stekleničke v New Yorku in ni bilo mogoče dokazati njegove povezave z dejanskimi umori. Še vedno je bil obsojen na 20 let zapora zaradi izsiljevanja. Številka 12. Noben seznam nerešenih primerov CIA in FBI ni popoln brez omembe Kryptosa. Kip, ki ga je ustvaril Jim Sanborn, se nahaja na območju CIA v Langleyju v Virginiji. Vsebuje 4 šifrirana sporočila, ki so od leta 1991, ko je bil postavljen, navduševala kriptoanalitike. 3 od 4 sporočil so bila dešifrirana. Prva oseba, ki je objavila, da je rešila te 3 dele, je bil kalifornijski računalniški znanstvenik Jim Gilligley leta 1999, čeprav sta ga prehitela analitik CIA David Stein in skupina dešifrantov iz NSA. Vendar pa zadnja od 4 šifer ostaja nerazrešena. Zadnja uganka je niz 97 znakov in verjame se, da uporablja večplastno šifro za skrivanje svojega pravega sporočila. Leta 2010 je Sanborn razkril 3 namige, da bi dal dešifrantom izhodišče, pri čemer je bil zadnji objavljen januarja 2020. 20 let potem, ko je bila skulptura prvič razkrita, je razkril, da črke od 64 do 69 po dešifriranju tvorijo besedo Berlin. Novembra 2014, ob 25. obletnici padca Berlinskega zidu, je Sanborn razkril še en namig. Črke od 70 do 74 po dešifriranju tvorijo besedo ura. S tem je prišlo še več drugih namigov. Najprej so bili dešifranti pozvani, naj se poglobijo v to določeno uro, čeprav ostaja odprto vprašanje, na katero uro v Berlinu je Sanborn mislil. Razkrilo je tudi, da je mogoče, da se znak šifrira sam vase, saj črka K ostane enaka tako v šifriranem kot v dešifriranem besedilu. Sanborn je tudi omenil, da je padec Berlinskega zidu vplival na razvoj šifriranja. Nazadnje je Sanborn januarja za New York Times povedal, da črke od 26 do 34 pomenijo severovzhod.
Sanborn, ki je zdaj star 74 let, je povedal, da je to zadnji namig, ki ga je pripravljen razkriti, čeprav je razmišljal o tem, da bi rešitev dal na dražbo, če bi umrl, preden bi bila uganka rešena. Številka 11. Dolgo časa skrivnost okoli smrti 41-letnega Rickyja McCormicka ni pritegnila veliko pozornosti zunanjega sveta. Njegovo truplo so našli močno razkrojeno le 3 dni potem, ko so ga nazadnje videli, na zapuščenem koščku zemlje med rekama Mississippi in Missouri leta 1999. Razkroj je bil tako hud, da je meso na konicah njegovih prstov popolnoma zgnilo in ob obdukciji vzroka smrti niso mogli ugotoviti. Policija je sumila na kaznivo dejanje in je zaslišala prijatelje ter McCormickovo družino. McCormick je bil nenavaden in je očitno trpel za neko duševno boleznijo, morda shizofrenijo ali bipolarno motnjo. Bil je tudi nepismen in očitno z nizkim inteligenčnim količnikom, zaradi česar je opustil šolanje pred zaključkom. Opravljal je priložnostna dela in delal nočne izmene, kjerkoli je lahko. Sprejemal je tudi ponudbe za prevzemanje in dostavo paketov za denar. Nekateri sumijo, da bi lahko bilo eno od teh del povezano z njegovo smrtjo. Več osumljencev je bilo identificiranih, vendar nikoli ni bilo dovolj dokazov, da bi jih povezali z McCormickovim umorom. Primer je hitro zastal in večina ga je pozabila, toda dokaz, ki ga je FBI razkril leta 2011, je primer znova postavil v središče pozornosti. In zdaj je praktično vsak dešifrator slišal zanj, čeprav ne vedo vsi veliko o samem McCormicku. Policija je sumila kaznivo dejanje in zaslišala McCormickove prijatelje ter družino, vendar so sledi hitro usahnile in primer je zastal. Dokaz je bilo 2 strani dolgo sporočilo, najdeno zatlačeno v žep njegovih kavbojk. Čeprav je McCormickova družina preiskovalcem povedala, da je bil nepismen in je imel na splošno nizek IQ, se je zdelo, da je sporočilo napisal McCormick sam in je bilo očitno neke vrste koda. FBI-jevi strokovnjaki za dešifriranje so več kot desetletje poskušali razvozlati kodo, vendar jim ni uspelo ugotoviti, kakšen sistem je uporabljal McCormick. Leta 2011 so zapisek objavili javnosti, v upanju, da bi kdo opazil kaj, česar sami niso. Zdi se, da je opomba namenjena njemu samemu in ne sporočilo drugi osebi. Način, kako so nekateri deli obkroženi, nakazuje, da bi to lahko bil nekakšen seznam opravil, pri čemer so bila ta opravila že zaključena. Odkar je bila opomba objavljena, je na tisoče ljudi delilo svoje razmišljanja v poskusu najti odgovor, vendar zaenkrat ostaja tako pomen opombe, kot tudi to, kaj se je v resnici zgodilo z McCormickom, skrivnost. Številka 10. Februarja 1879 je moški s priimkom Fine v spremstvu prijatelja vstopil v hotel Veranda v Kentuckyju. Zunaj je snežilo in oba moška sta si oddahnila, ker sta bila v topli hotelski avli, kjer sta sedla, da si odpočijeta. Fine ni veliko spal, saj so bili njegovi otroci doma bolni in je skrbel zanje. Ni trajalo dolgo, da sta se oba moška sprostila v avli in oba sta zaspala, k čemur je pripomogla tudi pridušena hotelska razsvetljava. Fineov prijatelj se je prvi zbudil in se odločil rezervirati sobo z 2 posteljama, kjer bi lahko prespala noč. Poskušal je zbuditi Finea, a ne glede na to, kako zelo se je trudil, da ni mogel prebuditi. Nato je odšel do recepcije, kjer je rezerviral sobo in prosil receptorja naj zbudi Fina, da bi se lahko umaknila v sobo. Tudi on je poskušal zbuditi Finea, vendar brez uspeha, in je Fineovemu prijatelju pripomnil, da misli, da je moški morda mrtev. Prijatelju mu je rekel, naj ne govori neumnosti in naj nadaljuje, kar ga je spodbudilo, da je poskusil znova. Receptor je začel Finea tresti tako močno, kot je lahko, in ga končno zbudil. Fane ga je vprašal, kaj želi, in moški je rekel, da mora iti v posteljo, vendar je Fane to zavrnil in mu rekel, naj ga pusti pri miru in naj gre stran. Receptor je odgovoril, da postaja pozno in da mora zapreti za noč, ter je prijel Fanea za plašč in ga dvignil s sedeža. Fine je segel ob bok in potegnil pištolo, zaradi česar je nekdo izmed opazovalcev v hotelu zakričal nanj, naj ne strelja. Fane ga očitno ni slišal in je ustrelil proti receptorju. Ko je receptor dojel, kaj se dogaja, se je začel boriti s Fineom, da bi ga ustavil pred ponovnim streljanjem, vendar ni bil uspešen in Fine ga je še 2-krat ustrelil. Fine je zavpil havje in stekel iz hotela na ulico, še vedno s pištolo v roki. Ko je prišel ven, je potisnil pištolo v roke neznancu in ga prosil, naj ga brani, saj je pravkar nekoga ustrelil, čeprav ni imel pojma, koga je ustrelil.
Receptor je zaradi strelnih ran umrl, Fine pa je bil pridržan. Obsojen je bil na 2 leti zapora zaradi uboja, vendar je bila obsodba na pritožbi razveljavljena, ko je predložil dokaze, da pogosto postane nasilen, ko ga zbudijo, in da v takem stanju ne ve, kje je ali kaj počne. Številka 9. Leta 1884 je bil Robert Ledru pri 35 letih eden vodilnih detektivov v Parizu. Postal je znan po lovljenju morilcev in anarhistov ter po razbijanju kultov, ki so izvajali črno magijo. Bil je tudi vodja ekipe, ki je ujela politično uporniško skupino, ki je načrtovala strmoglavljenje francoske vlade. 3 leta kasneje je imel težave z reševanjem primerov, zato so mu dodelili nalogo, da razreši zločin, kjer je izginila skupina mornarjev. V Normandijo je potoval z ladjo in se odločil, da bo šel zgodaj spat. Ko se je naslednji jutro zbudil, je opazil, da so njegove nogavice in čevlji mokri, kar se mu je zdelo nenavadno, vendar se je oblekel in odpravil na policijsko postajo. Na postaji so mu povedali, da so mu spremenili nalogo, saj je ponoči prišlo do umora, kjer so znanega lastnika trgovine Andreja Moneta našli mrtvega zaradi strela v prsi. Odpravil se je na obalo, kjer so našli moškega, in takoj opazil sled stopinj, ki so vodile stran od kraja zločina. Priče so povedale, da je nenadoma deloval zaskrbljeno, sam pa je opazil, da so mu bile stopinje znane, kot da jih je že videl. Iz odtisov so naredili mavčne odlitke in Ledru je več ur sedel na plaži ter si ogledoval odlitke. Sodelavci policisti so ga opisali kot kip, ki se ni zmenil za vroče sonce, in plimo, ki je prihajala. Na koncu je vstal in pristopil k policijskemu načelniku ter rekel, da je rešil zločin in da lahko ustavi preiskavo. Do naslednjega dne je vstal v svoji sobi. Ko je predstavil kroglo, ki je ubila Moneta, jo je primerjal s svojim lastnim strelivom in razkrili so, da je bil prav on tisti, ki je končal Monetovo življenje, čeprav se tega ni spomnil. Odlitki iz mavca so se popolnoma ujemali z njegovimi stopali, saj mu je manjkal eden izmed palcev na nogi. Ledru je trdil, da je med zločinom hodil v spanju in medtem, ko je bil zaprt, so policisti izvedli poskus. Ledruju so dali nabito pištolo s slepimi naboji, ki jo je moral imeti pod blazino. Med spanjem je vstal iz postelje, vzel pištolo in ustrelil na enega od zaporniških stražarjev, s čimer je dokazal, da je resnično hodil v spanju. Ledruja niso poslali v zapor, ampak je preostanek življenja preživel v varovani osami na kmetiji zunaj Pariza. Številka 8. Na Floridi so 22-letno Erin Rice aretirali zaradi kraje v trgovini. Medtem ko so jo pridržali, je uspelo pobegniti namestniku šerifa in pobegnila je, kljub temu, da so jo zasledovali kinološke enote in helikopter. Medtem je Carol Rausch, starejša gospa, stara 73 let, spala v hiši, kjer je živela z možem Jamesom, nedaleč stran od kraja, kjer je Riceova pobegnila policiji. James je tistega jutra zgodaj zapustil hišo in šel igrat golf. Ko se je Carol zbudila in odšla v kuhinjo, je bila šokirana, ko je v hiši našla Riceovo, oblečeno v Jamesove pižame. Takoj je domnevala, da ima njen mož afero z mlajšo žensko, a ji je Riceova pojasnila, da trpi za hudim mesečarstvom in da ne ve, kako je prišla tja. Carol ji je izkazala sočutje in ji dala skledo kosmičev za jesti, kasneje pa je povedala, da je Riceova večkrat zaspala za mizo. Ko se je James vrnil, da je Carol soočila z Riceovo in prisegel je, da ženske še nikoli v življenju ni videl. Par, ki ni vedel, da je Riceova na begu, jo je odpeljal do njene hiše, ki je bila manj kot miljo stran. Kasneje sta ugotovila, da je Riceova oprala svoje perilo, medtem ko je Carol spala, saj sta v njunem pralnem stroju našla nekaj njenega spodnjega perila. Prav tako je zadremala v njuni sobi za goste, zato sta se odločila obvestiti policijo, ki je odšla do doma Riceove, kjer so jo aretirali, medtem ko je poskušala pobegniti tako, da se je skrila na tleh avtomobila svojega prijatelja, Johna Wileya. Aretirali so jo zaradi več obtožb, vključno z dajanjem lažnega imena, vlomom in manjšimi tatvinami. Številka 7. Ivy Cogden je leta 1950 živela v Melbourneu in je bila živčna ženska, ki je pogosto trpela zaradi nočnih strahov. Njena težava je enkrat povzročila, da je verjela, da je njeno hišo nenadoma preplavilo pajkov in da napadajo njeno hčerko Pat. Stekla je v Patino sobo in poskušala odstraniti pajke, a ko se je zbudila, je ugotovila, da niso bili resnični. Kasneje je ugotovila, da je bila sanja posledica tega, da je slišala za nekoga, ki je imel pajke kot hišne ljubljenčke, kar jo je zelo prestrašilo.
Potem, 11. avgusta istega leta, se je njeno stanje močno poslabšalo. Even mož bi bil tisto noč odsoten in predlagal je, naj gre v kino. Strinjala se je, vendar po pregledu časopisnih oglasov ni našla filma, ki bi ji bil všeč. Zato se je odločila, da ostane doma in gre zgodaj spat. Sredi noči je zaslišala, da njena hči kriči in stekla v njeno sobo, da bi videla, kaj je narobe. Ko je odprla vrata, je videla, da Pat napada skupina korejskih vojakov, zato je hitro začela iskati orožje, s katerim bi jih pregnala, in končno je v hiši našla sekiro. V paniki je ponovno vstopila v hčerkino sobo in začela mahati s sekiro proti vojakom, saj je verjela, da s tem ščiti svojo hčer. Namesto tega je nevede zamahnila sekiro po svoji hčerki in jo ubila, kar je ugotovila šele naslednje jutro, ko so našli Pat, poleg katere je še vedno ležala sekira. Ivy je bila obupana in je priznala, da je morala storiti zločin med nočno moro, ter policiji opisala svojo sanje. Več zdravnikov, ki so takrat zdravili Ivy, je pričalo, da je bila resnično lunatičarka, ki je večkrat v spanju zapustila hišo in da ne bi vedela, kaj počne, ko je vihtela sekiro. Razsodili so, da ni kriva za uboj, saj je bil začetek korejske vojne viden kot dejavnik, ki je vplival na njeno psiho in povzročil mesečarske nočne more, ki so končale življenje njene hčerke. Številka 6. Willis Boucher, star 29 let, je bil štabni vodnik ameriške vojske iz Michigana. Na Silvestrovo leta 1960, ko je bil nameščen v Združenem kraljestvu, je dan preživel ob praznovanju s pivom in vodko. Čez dan ni veliko jedel in pravkar je imel zobozdravstveni poseg. Čez dan se je srečal s parom, prijateljico Jean Constable in njenim fantom Davidom Saltom v baru hotela Bella. Vsi trije so nekaj časa preživeli v baru, pili in se pogovarjali, nato pa so se odločili, da gredo v stanovanje Boucherja. Constablova in Salt sta uporabila Boucherjevo spalnico, on pa se je odločil, da odnese svojo vzmetnico k kaminu, ker je sam nadaljeval s pitjem. Na neki točki sta se mu Constablova in Salt pridružila ob ognju in vsi trije so zaspali, potem ko so še nekaj popili. Nekje sredi noči se je Salt zbudil in se odločil, da bo šel domov. Boucher mu je zaželel srečno pot in se vrnil spat. Okoli 1 ure. Zjutraj se je Boucher zbudil ob občutku, da mu nekdo praska po obrazu in ustih. Ko je končno prišel k sebi, je ugotovil, da sedi na Constable in spoznal, da ne diha ter da ima roke okoli njenega vratu. V paniki je odrezal lase in jih zažgal, saj je verjel, da je brez njih ne bodo mogli prepoznati. Umil je truplo, jo oblekel in jo pustil v svoji sobi za goste. Ko se je kasneje tistega jutra zbudil, je mislil, da je imel nočno moro, a ko je odprl vrata sobe za goste, je spoznal, da je bilo vse preveč resnično. Poskušal je uničiti vse dokaze, ki jih je lahko, zažgal je svoj plašč in odstranil njen nakit, ki ga je nato zavrgel. Naslednji dan je zavil Constablovo telo v odejo in jo pustil v jarku na podeželju. Tovornjakar bi truplo odkril 3. januarja. Policiji so povedali, da je Boucher preživel dan s parom, zato so ga takoj aretirali. Priznal je, kaj je storil, vendar je izjavil, da se dogodkov ne spomni. Porota ga je po manj kot 3 urah razprave spoznala za nedolžnega. Številka 5. Viktorijanska doba je bila čas, ko so bile nekatere res nenavadne tradicije nekaj povsem običajnega. Na primer, povsem običajno je bilo, da so ljudje fotografirali pokojne ljubljene, nosili nagačene ptice na svojih klobukih in pošiljali morbidne božične voščilnice. A ena tradicija iz tistega časa, ki je danes ne izvajajo več, se je izkazala za resnično polarizirajočo, saj se nekaterim zdi prikupna, medtem ko se drugim zdi naravnost srhljiva. Tradicija izdelovanja nakita iz človeških las, znana kot izdelava lasnega nakita, je okoli leta 1925 šla iz mode. A predtem je bila to običajna tradicija, ki so jo izvajali stoletja. Poslovneži so nosili obeske za ure, narejene iz las svojih žena. Prstani in broške so krasili lasje ljubljene osebe ali otrok para, nekateri pa so celo zbirali lase svojih prijateljev in ljubljenih, ter jih shranjevali v denarnicah ali knjigah z avtogrami za kasnejšo uporabo. V nekaterih primerih so lase preminulih družinskih članov ali prijateljev vpletli v zapestnice ali uhane, da bi jih tisti, ki so žalovali, lahko nosili blizu sebe. Prav tako je bilo običajno, da so lase dodajali naročenim umetniškim delom ali okvirjem, v katerih so jih hranili.
Bilo je celo mogoče kupiti priročnike, ki so navadne ljudi učili, kako si lahko sami izdelajo nakit iz las. Eden najbolj znanih pa se je imenoval Samoučitelj v umetnosti izdelave lasnega nakita. To je tradicija, ki je danes ne izvajajo več, čeprav še vedno obstaja nekaj manjših organizacij, ki so posvečene ohranjanju umetnosti izdelave lasnega nakita. Leyland Muzej las v Missouriju ima še vedno nekaj teh kosov na ogled, vključno z 159 venci in več kot 2000 kosi nakita, med katerimi so prstani, ogrlice, broške in zapestnice, če omenimo le nekatere. Številka 4. Nenavadna tradicija, ki so jo kitajske ženske izvajale od sredine 10. stoletja pa vse do leta 1999, je bila vezanje stopal. Nekaj, kar je bilo v tistem času v zahodnem svetu neznano, krščanski misionarji pa so to imeli za barbarsko. Vezanje stopal je veljalo za statusni simbol med bogatimi na Kitajskem in je predstavljalo vrhunec ženskega prefinjenosti in lepote, podobno kot stezniki, ki so jih nosile zahodne viktorijanske ženske za ustvarjanje iluzije ozkega pasu. To so dosegli s tesnim vezanjem stopal, da so bila videti veliko manjša, kot so v resnici bila. To je bila boleča navada, ki je v mnogih primerih zahtevala, da so morali nekateri prsti na nogah biti zlomljeni, da bi dosegli želeno obliko, znano tudi kot lotosova stopala. To ime je nastalo po zaslugi dvorne plesalke iz 10. stoletja po imenu Yao Ye. Yao si je stopala povila v obliko polmeseca, kar je pritegnilo pozornost cesarja Li Juja, ko je plesala na prstih znotraj velikega zlatega lotosovega cveta, okrašenega s trakovi in dragocenimi kamni. Pravijo, da se je tradicija od tam naprej razširila, saj so se ji začele pridruževati številne premožne Kitajke. Nekateri najzgodnejši dokazi o povijanju stopal so povezani z gospo Huang Sheng, ki je bila žena cesarskega sorodnika. Gospa Huang je umrla leta 1243 in ko so odprli njen grob, so ugotovili, da si je povijala stopala. Njena stopala, ovita v gazo, so še vedno nosila posebej oblikovane lotosove čevlje, ki so bili neprimerno manjši od tradicionalne obutve. To je postalo tako razširjeno, da so družine s hčerami za poroko velikost stopal štele kot obliko valute in način za vzpon po družbeni lestvici. Najbolj zaželena povita stopala so bila znana kot zlati lotosi, ki niso bila večja od 3 palcev. Stopala, ki so merila 4 palce, so bila znana kot srebrni lotosi, vse, kar je bilo večje od tega, pa so imenovali železni lotosi. Ženske z železnimi lotosovimi stopali niso imele najboljših možnosti, da bi se poročile z bogatim moškim, medtem ko je bilo ravno obratno pri manjših stopalih. Tudi v 18. stoletju so se nekateri kitajski pisci začeli upirati tej tradiciji. Krščanski misionarji pa so začeli ozaveščati, da se ta običaj ne izvaja nikjer drugje na svetu. Leta 1874 je bilo ustanovljeno prvo društvo proti vezanju stopal. Člani pa so zavračali vezanje stopal svojim hčeram in niso dovolili, da bi se njihovi sinovi poročili z ženskami, ki so prakticirale to tradicijo. Do leta 1883 so kitajski intelektualci začeli obravnavati vezanje stopal kot tradicijo, ki jo je treba končati, in pojavilo se je več društev proti vezanju stopal. Število članov je naraslo celo do 300.000 ljudi. Do 21. stoletja je imelo vezana stopala le še nekaj starejših Kitajk. Zadnja tovarna, ki je izdelovala lotosove čevlje, pa se je zaprla. Tretje. Nenavaden ritual črnjenja zob je bil v jugovzhodni Aziji in kulturah Oceanije običajen že vse od leta 250. Najbolj opazno v Indiji, na Kitajskem, v Vietnamu, na Filipinih, Pacifiških otokih in drugih območjih v tej regiji. Ta ritual so izvajale tudi skupine ljudi v Ameriki, zlasti ljudje, ki so živeli v Peruju ali Ekvadorju. Čeprav se namen razlikuje med kulturami, so to običajno izvajali ob doseganju pubertete, da bi ohranili zobe do starosti, saj je to preprečevalo zobno gnilobo. V drugih delih sveta je bil to znak zrelosti in lepote, ali način, kako razlikovati ljudi od živali. Učinek so dosegli z uporabo železove kisline, ki so jo naredili tako, da so železne opilke raztopili v kisu. Temno rjavo raztopino so nato zmešali z rastlinskimi tanini, pridobljenimi iz čajnega prahu. Mešanica je nato postala vodoodporna in so jo enkrat na dan nanašali na zobe.
Na Japonskem je bila ta praksa pogosta vse do poznega 19. stoletja. Vsak predmet, ki je bil povsem črn, je veljal za lep, zato je bilo črnjenje zob razumljeno kot estetska praksa. V 19. stoletju je filipinski nacionalist José Rizal komentiral, da so japonske ženske to navado izvajale kot znak svoje čistosti, vendar pa je začela izginjati iz uporabe. V Vietnamu je bilo črnjenje zob veliko bolj pogosto, čeprav so si nekateri ljudje zobe tudi rdečili, medtem ko so ženske uporabljale črno raztopino. V času dinastije Ming so bili Vietnamci prisiljeni, da si pustijo rasti lase in prenehajo črniti zobe, saj je bilo to videti kot necivilizirano. Vendar je bil v Vietnamu izdan zakon, ki je prepovedoval prevzemanje tujih običajev, zato se je tradicija nadaljevala. Na Filipinih je španski zgodovinar po imenu Antonio de Morga v svoji knjigi z naslovom Dogodki na filipinskih otokih zapisal, kako so se domačini predstavljali. Opazil je, da so si pogosto pilili zobe, da so bili enakomerni, nato pa so jih počrnili, pri čemer je komentiral, da so njihovi zobje ohranjeni tudi v starosti, vendar da je to grdo za pogledati. Na Bližnjem vzhodu je tradicija dobila podobno obliko, pri čemer so uporabljali železo in bakrov sulfat, rastlinske tanine in aromatične dodatke. Prakso naj bi posvetila prerokova hči, zato je postala globoko zakoreninjena v islamski kulturi. Ker je veljala za znak lepote, so to nenavadno tradicijo prevzeli tudi drugi, vključno s takratnimi seksualnimi delavci, hkrati pa so ji pripisovali tudi zdravilne učinke. Na Tajskem je bilo črnjenje zob tradicija vse do sredine 18. stoletja. Vendar pa so to različico izvajali z žvečenjem betelovega oreha, kar je na zobeh pustilo rdeč madež. To je veljalo za znak lepote, čeprav je bilo za zobe veliko bolj škodljivo. Skupine ljudi, ki so živele na vzhodnih pobočjih Himalaje, so si črnile zobe z uporabo lesnega katrana iz določenih rastlin ali z žvečenjem določenih rastlin oziroma rastlinskih izdelkov. Črnjenje zob je vlada leta 1870 prepovedala in ta nenavadna tradicija je zavedno utonila v pozabo. Številka 2. Škržanova violina je bila naprava, ki so jo uporabljali v srednjem veku, predvsem v Nemčiji in Avstriji, kjer je bila znana kot vratna viola ali vratna violina. Prvotna zasnova je bila narejena iz 2 kosov lesa, povezanih s tečajem, z eno veliko luknjo na sredini in 2 manjšima luknjama na koncu. Večja luknja je bila nameščena okoli vratu osebe, manjši pa okoli zapesti, kar je spominjalo na igranje violine. Naprava bi se nato zaprla s pomočjo tečajev in zaklenila na mestu. Čeprav so jo včasih uporabljali tudi za druge namene, je bila njena glavna funkcija omejevanje ljudi, običajno žensk, ki so se prepirale med seboj. V nekaterih primerih so uporabili dvojno violino, kjer so bili sprti posamezniki zaklenjeni drug proti drugemu, kar jih je prisililo, da so se sčasoma pogovorili in rešili svoj problem. Včasih so na napravo pritrdili zvončke, da so meščani slišali, ko se je nosilec približeval in so imeli čas, da so se pripravili na zasmehovanje in poniževanje kršitelja. Ko so bili enkrat zaklenjeni na mestu, kršitelji niso bili spuščeni, dokler niso dosegli dogovora in se strinjali, da bodo prenehali prepirati, ali pa so se zdeli iskreno skesani. V nekaterih primerih je sodišče kot kazen izreklo uporabo gosli za prepirljivke, kadar so možje svoje žene obtožili sitnarjenja, kar je bilo po mnenju mnogih odveč, saj sta morala zakonca vseeno skupaj domov. Številka 1. Nekatere nenavadne tradicije so morda običajne v določenih delih sveta, vendar obstajajo tudi take, ki se zdijo povsem nerazumne in naravnost neumne. Ena takšna praksa je bila opažena približno od leta 824 pa vse do sredine 18. stoletja, in sicer sojenje živalim. V tistem času so nekatere živali obravnavali po enakih moralnih merilih kot ljudi. Njihove prekrške pa so kaznovali z enakimi kaznimi, kot so zapor skupaj z ljudmi in v nekaterih primerih tudi izgon. Vendar Kenz ni bila vedno tako resna, kot je preživljanje časa za zapahi. Podgane so pogosto zaredile v hišah in so jim pogosto pošiljali ostro napisane dopise, v katerih so jih pozivali naj zapustijo prostore, saj je bila njihova prisotnost nezaželena. V enem primeru je osel prejel strogo kazen za neznano prekršek, vendar so mu po pritožbenem zaslišanju kazen zmanjšali na zmeren udarec po glavi.
Vendar niso bila pred sodišče privedena le sesalci, saj obstaja veliko zapisov o tem, da so bili na odgovornost poklicani tudi insekti. V enem primeru je tolpa podgan opustošila pridelek ječmena v eni izmed francoskih provinc. Ko so jih privedli pred sodišče, je znani javni zagovornik trdil, da je podgan preveč, da bi jih lahko pravočasno zbrali za sojenje. Poleg tega pa bi bila njihova življenja v neposredni nevarnosti, saj so jih ves čas opazovale lokalne mačke. V drugem primeru je v mestu Saint-Julien v Franciji aprila 1677 izbruhnila kuga rilčkarjev, ki je uničila pridelek grozdja. Ko so bili rilčkarji spoznani za krive, so jim poslali pismo o izgonu, v katerem je bil naveden dan in točen čas, do katerega morajo zapustiti območje. V mestu Basel v Švici so leta 1474 pripeljali petelina pred sodišče zaradi groznega in nenaravnega zločina, ker je znesel jajce. Meščani so to dejanje imeli za gnusno in so domnevali, da je petelina ustvaril sam Satan, ter da je jajce morda vsebovalo dvonožnega zmaja. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Z vami je bil Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.